Na mladih svet stoji, pravi znan slovenski pregovor. Na Konjiškem to že vrsto let dokazujejo uspešni mladi športniki in drugi umetniki na raznih področjih. Na glasbenem področju sta letos že osvojila zlati plaketi dva mlada glasbenika, izjemna učenka in učenec glasbene šole v Slovenskih Konjicah. Konjiški podžupan Bojan Podkrajšek ju je v sredo 20. marca 2013 povabil v prostore konjiške občine na sprejem skupaj z ravnateljico Olgo Zbičajnik in njuno mentorico. Aneja Praprotnik in Jan Hren, ki igrata klavir pod mentorstvom magistre Maje Kastratovik, sta se v mesecu februarju udeležila mednarodnega tekmovanja v Beogradu, kjer so bili še drugi tekmovalci iz kar 11 evropskih držav. Aneja je med 24 tekmovalci v kategoriji klavir A osvojila zlato plaketo in prvo mesto, Jan pa je med 31 tekmovalci v kategoriji klavir B osvojil zlato plaketo in četrto mesto. Ob koncu sprejema v prijetnem vzdušju je podžupan obema učencema zaželel še mnogo uspehov na njuni glasbeni poti. Seveda iskrene čestitke vama obema, seveda mentorici, pa tudi ustanovi, kot je glasbena šola. S tem ta ustanova, seveda, ki pokriva ne samo občina Slovenske Konjice Zreče, pa tudi širše, dokazuje, kako potrebno je. In jaz se spomnim, ko smo nekaj let, gospa ravnateljica se tega spomni, prav gotovo je ona najbolj zaslužna, ko smo se začeli pogovarjati, da bi mogla glasbena šola biti, da je prostorski stisk, da mora biti večja in tudi sodobnejša. Seveda, to je prav gotovo en pokazatelj, da so te stvari takrat bile upravičeno, seveda, pritiski na lokalno skupnost in tiste stvari, ki so se počele na glasbeni šoli, da se je obnovila, da je večja, da je bolj sodobna, je bila prava namera. Seveda, vsi skupaj pa že danes ugotavljamo, ali pa včeraj, da še rabimo še več. In prav gotovo nihče v lokalne skupnosti ne bo imel pomisleka, da ne bi se v takšno institucijo vlagalo. Seveda, jaz sem izjemno vesel, vsi v lokalni skupnosti, da sta to dosegla. Ta pot seveda ni kratka. Verjetno je kdaj bil od vaju pomislek, da bi mogoče pa celo prekinila, da ne bi več hodila, ampak kakšna velika škoda bi bila. Zato iskrene čestitke tudi vam, mentorica, in seveda vam, ravnateljica te uspešne šole. Boš Aneja ti povedala, kakšne občutke in kako je bilo v Beogradu? Prva ti, pa potem Jan. Ja, fajn je bilo pač. Kaj ste pa sploh pričakovala, ko ste šla na to tekmovanje? Ja, pač trudila sem se, zato sem tudi pričakovala nek uspeh. Pa ti? Jaz enako, ko smo že prišli dol, je bila konkurenca kar velika in me je tudi bilo malo strah, ampak pol se je dobro šlo, da sem dobro zaigral in tudi rezultat. Je to pomembno vlogo odigrala mentorica? Ja. Ja, spodbujala? Tudi. Tudi povedala, kako dobro sta? Je povedala? Že prej? Da morate vztrajati? Ja, to je bilo tretje tekmovanje, ker prvo smo bili v Idriji, konec januarja, potem je bilo regijsko, na katerem sta bila zlata, potem je bil Beograd, spet so dobili, tako da res so na pravi poti, se mi zdi, da res imate odlične tukaj tudi otroke. Ker jaz sem iz Slovenjgraca, delam v Konjicah, ampak tukaj se zelo trudijo in sem zelo zadovoljna, res. Jaz sem za vse vas tam pripravila taka skromna darila, najbolj spomin na današnji dan, ko smo se srečali na vajin uspeh mentorice, uspeh glasbene šole, vajinih staršev. Prav gotovo je to pokazatelj, da se splača vztrajati tako na tej poti glasbeni, pa tudi v življenju. Teda treba samo korak za korakom, stopničko za stopničko, pa mogoče biti neučakan.
je pomembno v življenju, da hodimo stopničko za stopničko, da stopničko ne preskakujemo, ker se nam lahko zgodi, da mogoče kakšno stopničko nazaj pademo, pa smo razočarani. Tako da jaz želim in sem prepričan, da bo ta uspela, da se še bomo velikokrat srečali z seveda še večjimi pokali, ko bo tudi malo večja. Skratka, vam želim vse lepo v šoli, v glasbeni šoli, pri vas doma, vašim staršem, seveda ravnateljici pa mentorici, pa veliko uspeha, pa takšnih učenk in učencev v občini Slovenske Konjice, Zreča, Vitanje, pa tudi širše. In tam, kjer delujete v Slovenj Gradcu. Iskrena čestitke za tvoje sedanje delo, pa veliko uspeha še naprej. Izvolite. Iskrene čestitke za tvoje dosedanje delo, pa veliko uspeha še na tvoji glasbeni poti naprej. Iskrene čestitke. Mentorica. Tudi vam iskrene čestitke, seveda za ta dva, pa tudi za vse ostale učence, ki so tukaj v naši občini, pa tudi v Slovenj Gradcu poslušajo. Veliko uspeha še naprej. Najlepša hvala. Ravnateljica. Tudi vam iskrene čestitke za ta dosežek, seveda pa za vse tisto, za vse tiste učence, ki so bili v preteklosti, ki so danes in tisti, ki bodo jutri. Hvala. Takšni trenutki kot danes, tisti lepši del vašega dela, verjetno. To pa je res bil zelo lep del. Najlepši deli so zdaj v letošnjem letu, ko smo dobili res veliko zlatih priznanj. Zlate nagrade, plakete, kot smo povedali že, smo bili v Beogradu, naša Aneja je dobila 1. mesto, zlato plaketo, tudi Jan je bil zlat, potem smo bili v Idriji na mednarodnem tekmovanju, oba zlata, na regijskem tekmovanju, oba zlata in v nedeljo in v ponedeljek 1 zlato in 1 srebrno plaketo. Lep uspeh. Moram pa povedati, da so tudi pri klarinetu dobili zlate nagrade na regijskem tekmovanju in bronaste na državnem, ter flavtistka in pevke na regijskem tekmovanju zlato in bron. Mogoče, koliko učencev skupno deluje pri vas? Na celi šoli je 335 učencev, vpisani so k raznim instrumentom, potem v glasbeno pripravnico, plesno pripravnico, balet, petje, tako da res veliko učencev in dobrih, zelo dobrih. Učencev veliko, pa prostora dovolj? Primanjkuje, tako da v letih 2014 do 2018 bomo širili v tej 4. etaži, soglasje je že iz ministrstva in vse 3 občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje bodo tudi sofinancirale. Kaj najbolj potrebujete? Najbolj potrebujemo še eno dodatno učilnico za nauk o glasbi, knjižnice nimamo, primanjkuje nam učilnic, potem kakšna učilnica za vadbo učencev, tako da bomo izkoristili teh 200 kvadratnih metrov. Pridobili bomo 2 večje učilnici in 4 kabinete.